Prvi del: kako se povezati z močjo sedanjega trenutka. Kadar se tvoja zavest usmeri navzven, se porajata in svet. Kadar se usmeri navznoter, prepozna svoj izvir in se vrne domov v področje nepojavnega. Prvo poglavje: bitje in razsvetljenje. Za neštetimi življenjskimi oblikami, ki so podvržene rojevanju in umiranju, je večno, neminljivo in vselej navzoče eno življenje. Veliko ljudi to življenje opisuje z besedo Bog, sam pa ga pogosto imenujem bitje. Beseda bitje ima namreč to prednost, da je pomensko povsem odprta. Neskončnega in nevidnega ne omejuje na končno identiteto. Prav tako si je nemogoče ustvariti o njem miselno predstavo. Nihče si nad bitjem ne more lastiti izključne pravice. Bitje je namreč prav vaša navzočnost in vam je v slehernem trenutku dostopno kot občutje lastnega bivanja. Potemtakem je od besede bitje do izkustva bitja le majhen korak. Bitje ni le onkraj vsake oblike, temveč tudi globoko v njej, kot njeno najbolj notranje, nevidno in neuničljivo bistvo. To pomeni, da se prav v tem trenutku lahko povežete z njim, saj je vaš najgloblji jaz, vaša resnična narava. Toda nikar se ne trudite, da bi ga doumeli s svojim razumom. Ne poskušajte ga razumeti. Spoznate ga lahko le, ko je vaš povsem umirjen. Ko ste navzoči, ko je vaša pozornost popolno osredotočena v sedanjem trenutku, v zdaj, tedaj lahko bitje občutite, vendar ga na ravni nikoli ne morete doumeti. Znova se zavedite bitja in ostati v spoznanju tega občutja, to je razsvetljenje. O besedi razsvetljenje morda pomislite na nekakšen nadčloveški dosežek. Takšna predstava je zelo všeč egu, ki se trudi, da bi jo ohranil. Vendar razsvetljenje je vaše naravno stanje, kadar se čutite eno z bitjem. To je občutek povezanosti z nečim, kar je neizmerljivo in neuničljivo, z nečim, kar ste pravzaprav vi sami, a je hkrati neprimerno večje od vas. Razsvetljenje pomeni, da ste onkraj svojega imena in oblike našli svojo pravo naravo. Kadar ne morete občutiti te povezanosti, menite, da ste ločeni od sveta okrog sebe, pa tudi od samih sebe. In nato se začnete zavestno ali nezavedno dojemati kot povsem osamljen drobec. V vas se začneta porajati strah, navzkrižja pa postanejo sestavni del vašega življenja. Oklepaj, ne le navzkrižja z drugimi, temveč tudi tista v vaši notranjosti. Zaklepaj. Občutje povezanosti si največkrat ovirate s tem, da se istovetite s svojim Zaradi slednjega postane razmišljanje za vas nekaj obveznega. Preprosto ne morete nehati razmišljati. Žal se večina med nami ne zaveda, da je to huda bolezen, za katero smo zboleli skoraj vsi in se nam zato zdi nekaj normalnega. Prav nenehni miselni hrup nam preprečuje, da bi dosegli notranjo umirjenost, ki je neločljivo povezana z bitjem. Poleg tega pa ustvarja lažni jaz, ki meče na nas senco strahu in trpljenja. Zatem, ko se istovetite z ustvarjate okoli sebe izjemno trden zaslon iz predstav, nalepk, podob, besed, sodb in definicij, ki onemogoča kakršnikoli pristen odnos. Zaslon namreč ves čas stoji med vami in vašim resničnim jazom, med vami in vašim partnerjem ali partnerko,
med vami in naravo, pa tudi med vami in Bogom. Prav ta miselni zaslon ustvarja iluzijo ločenosti. Iluzijo, ki vas prepričuje, da ste povsem ločeni od drugega. In tako pozabite na osnovno resnico, da ste pod ravnijo osnovne razvidnosti in med seboj ločeni oblik, eno z vsem, kar je. Je sijajno orodje, če ga uporabljamo pravilno. V nasprotnem primeru pa postane poguben. Natančneje, ne gre toliko za to, da uporabljate napačno, temveč, da ga sploh ne uporabljate. On namreč uporablja vas. To je bolezen. Prepričani ste, da ste vaš To je zmota, zabloda. Orodje je prevzelo nadzor nad vami. Skoraj tako je, kot da bi si vas nekdo prilastil, ne da bi vi se tega zavedali. Vi pa bi bili prepričani, da ste ta lastnik vi sami. Začetek svobode je v spoznanju, da niste to, kar vas poseduje, da torej niste samo premišljevalec v vas. Če se tega zaveste, lahko ta del sebe opazujete. V trenutku, ko začnete opazovati premišljevalca, prebudite višjo raven zavesti. Šele tedaj se začnete zavedati, da se onkraj vaših misli razprostira neizmerno prostranstvo nekega večjega in da je misel le neznaten del tega Obenem se tudi zaveste, da vse pomembne stvari, lepota, ljubezen, ustvarjalnost, radost, notranji mir, izvirajo onkraj vašega razuma. Začnete se prebujati. Kako se osvoboditi izpod jarma Dobra novica je, da se lahko osvobodite svojega To je edina resnična osvoboditev in prav v tem trenutku lahko storite prvi korak. Začnite tako, da čim pogosteje prisluhnite glasu, ki govori v vaši glavi. Še zlasti bodite pozorni na morebitne ponavljajoče se miselne vzorce, na tiste stare trakove, ki se v vaši glavi vrtijo nemara že vrsto let. To imam v mislih, ko govorim o opazovanju premišljevalca. Z drugimi besedami, poslušajte glas v svoji glavi, preprosto opazujte ga in bodite priča njegovim besedam. Ob tem, ko poslušate ta glas, bodite nepristranski. Ne presojajte ali nemara celo ne obsojajte tega, kar slišite. To bi namreč pomenilo, da se je isti glas prikradel skozi zadnja vrata. Kmalu boste videli, tam je glas in tu sem jaz, ki ga poslušam in opazujem. To spoznanje, zavest o tem jaz sem, ta občutek, zaznava lastne navzočnosti, ni le misel. Ta zavest izvira iz krajin onkraj Kadar torej prisluhnete misli, se zavedate ne le nje, temveč tudi samega sebe kot tistega, ki pričuje tej misli. In takrat se pojavi nova razsežnost vaše zavesti. Ko poslušate misel, izza nje čutite neko zavestno navzočnost, svoj globlji jaz. Misel tedaj izgubi moč nad vami in se brž umakne. Zdaj namreč svojega ne napajate več z energijo, saj se ne istovetite z njim. To je začetek konca nehotenega in prisilnega razmišljanja. Ko se misel umakne, začutite v svojem miselnem toku praznino, vrzel brez Sprva se vam ta vrzeli zdijo kratke, morda trajajo le nekaj trenutkov, toda postopoma postajajo vse daljše.
Kadar se pojavijo, občutite v sebi nekakšno tišino in mir. To je začetek vzpostavljanja vašega naravnega stanja, v katerem se čutite eno z bitjem in je ponavadi zakrito z umom. S prakso se bo občutek tišine in miru vse bolj poglabljal. Vedite, da je ta globina neskončna. Ob tem pa boste začutili, da se v vas nežno razširja radost, ki izvira iz notranje globine, iz radosti bitja. V tem stanju notranje povezanosti ste veliko bolj budni in pozorni kot takrat, kadar se istovetite z umom. Popolnoma ste navzoči. V tem stanju se poveča frekvenca vašega energijskega polja, ki daje življenje vašemu osnovnemu telesu. Ko stopite še globje v to prostranstvo brez uma, kot ga včasih imenuje na vzhodu, lahko spoznate stanje čiste zavesti. V tem stanju občutite svojo navzočnost tako intenzivno in prežema vas tolika radost, da postanejo vsa vaša čustva, vse vaše mišljenje, vaše osnovno telo in sploh ves svet okoli vas razmeroma nepomembni. S tem nočem reči, da postanete sebični, temveč da doživite stanje, v katerem jaz izgine. Na ta način se znajdete onkraj vsega, kar ste prej dojemali kot narekovajih svoj jaz. Prav ta navzočnost je vaše bistvo, obenem pa vas same neizmerno presega. Namesto da v narekovajih premišljevalca opazujete, pa lahko svoj miselni tok prekinete tudi tako, da svojo pozornost osredotočite v zdaj. Močno se osredotočite v sedanjem trenutku in se ga zavedite v vsej njegovi polnosti. Ničesar drugega vam ni potrebno storiti. To je globoko izpolnjujoče in pomirjevalno. Namesto, da bi pozorno spremljali delovanje svojega uma, ustvarite vrzel brez uma, v kateri ste povsem čuječi in se zavedate vsega, obenem pa ne premišljujete. Takšno stanje je bistvo meditacije. V vsakdanjem življenju se lahko urite v prekinjanju miselnega toka tako, da eni od dejavnosti, ki jih opravljate zgolj zato, da dosežete nek cilj, namenite vso pozornost. Naj postane sama sebi namen. Vsakokrat, ko na primer v službi ali doma greste po stopnicah gor ali dol, bodite pozorni na prav vsak korak, vsak gib, celo na dihanje. Bodite povsem navzoči. Kadar si na primer umivate roke, pozorno spremljajte vse čutne zaznave povezane s tem opravilom. Na žuborenju vode in občutek, ko se je dotaknete, nagibe rok, vonj mila in podobno. Ali pa ko zaprete vrata avtomobila, potem ko ste sedli vanj, obmirujte za nekaj trenutkov in opazujte svoje dihanje. Zavedite se tihega, a močnega občutja svoje navzočnosti. Obstaja neko merilo, ki vam lahko pokaže, kako uspešni ste pri takšnem prekinjanju miselnega toka. To je stopnja miru, ki ga občutite v sebi. Najpomembnejši korak na poti k razsvetljenju boste naredili, ko se boste nehali istovetiti s svojim umom. Zato pa je potrebna vadba. Vsakokrat, ko v miselnem toku ustvarite vrzel, luč vaše zavesti zasije močneje. Nekega dne se boste potem nemara zalotili, da ste se nasmehnili glasu v svoji glavi, kot bi se nasmehnili ob otrokovem spakovanju. To bo za vas znak, da svojega uma ne jemljete več tako resno
in da vaše občutenje sebe ni več odvisno od njega. Razsvetljenje, dvig nad misel. V obdobju odraščanja si na podlagi svoje osebne in kulturne pogojenosti izoblikujemo miselno podobo o tem, kdo smo. Ta fantomski, slepilni jaz lahko imenujemo ego. Ustvarja ga delovanje vašega uma, nato ga lahko samo z neprestanim razmišljanjem ohranjamo pri življenju. Ljudje si vsak po svoje razlagajo izraz ego. Sam ga v tem primeru imenujem lažni jaz, ki ga je ustvarilo človekovo nezavedno istovetenje z umom. Sedanji trenutek za ego komaj da obstaja. Pomembni so mu namreč zdita le preteklost in prihodnost. Ta popolnoma sprevrženost resnice ima za posledico, da kadar deluje v narekovajih načinu ega, deluje neustrezno. Ves čas se namreč trudi, da bi ohranil preteklost, kajti kdo ste brez nje? In prav tako se vedno znova prestavlja v prihodnost, da bi si zagotovil obstoj in našel v njej nekakšno izpolnitev ali olajšanje. Neprestano ponavlja: nekega dne, ko se bo zgodilo to ali ono, bom končno srečen, miren in zadovoljen. Celo takrat, ko se zdi, da se ego ukvarja z sedanjostjo, je v resnici ne vidi. Gledajo namreč skozi oči preteklosti, zato je njegova zaznava povsem napačna. Ali pa mu je sedanjost le sredstvo za dosego cilja, ki je vedno v takšni prihodnosti, kot jo zaznava Opazujte svoj in spoznali boste, da deluje natanko tako. Ključ osvoboditve ali razsvetljenja je v zdajšnjem trenutku. Vendar pozor, vse dokler se istovetite z svojim umom, tega trenutka ne morete najti. Razsvetljenje pomeni, da ste se dvignili nad mišljenje. V takšnem stanju po potrebi še vedno uporabljate razmišljujoči kadar se vam zdi potrebno, a to počnete veliko bolj osredotočeno in učinkovito kot nekdaj. Uporabljajte ga predvsem v praktične namene, obenem ste osvobojeni spon notranjega dialoga in izpolnjuje vas globok mir. Kadar resnično uporabljate svoj še zlasti takrat, ko morate najti kakšno ustvarjalno rešitev, nihate med premišljevanjem in umirjenostjo, med in brez Za nekaj minut ostanite v stanju premišljevanja, nato pa se spet za nekaj minut umirite in tako naprej. Stanje brez je zavest, v kateri ni nobene misli. Le tako lahko razmišljate ustvarjalno, kajti le v tem primeru ima misel resnično moč. Kadar misel ni več povezana z veliko širšim območjem zavesti, hitro postane pusta, nesmiselna in pogubna, razdiralna. Čustva so odziv telesa na vaš kot to besedo uporabljam sam, ne zajema le mišljenja. Vključuje tudi vaša čustva in vse nezavedne duševne in čustvene oblike odzivanja. Čustvo vznikne tam, kjer se stikata in telo. Tako se telo odzove na Rekli bi lahko tudi, da je čustvo odraz vašega v telesu. Čim bolj se istovetite s svojim mišljenjem, s svojimi nagnjenji in predsodki, sodbami in razlagami, čim manj ste torej navzoči kot opazujoča in proučujoča zavest, tem močnejši postane vaš čustveni naboj, pa naj se ga zavedate ali ne. Če ne morete občutiti svojih čustev, če ste nekako odrezani od njih, jih doživljate zgolj na telesni ravni, torej kot telesne težave
ali simptome. Če se torej svojih čustev bolj slabo zavedate, najprej usmerite pozornost v notranje energijsko polje svojega telesa. Svoje telo občutite od znotraj. Na ta način se boste povezali z čustvi. Če bi se radi spoznali svoj se obrnite v svoje telo. To vam bo namreč vedno pokazalo pravo podobo. Opazujte svoja čustva oziroma občutite jih v lastnem telesu. Če si je to dvoje v občutnem nasprotju, pomeni, da je misel laž, medtem ko čustva izražajo resnico. To resnico o trenutnem stanju vašega uma. Morda nezavednega delovanja svojega še ne morete osvetliti z lučjo zavesti in izraziti z mislijo, zato pa se v vašem telesu vselej izraža kot čustvo in tega se vsakokrat lahko zaveste. Takšno opazovanje čustev je v bistvu enako, kot če bi opazovali misel, kar sem opisal prejle. Edina razlika je ta, da je misel v vaši glavi, medtem ko ima čustvo močno telesno prvino. Zato ga občutimo predvsem v telesu. Čustvo tedaj lahko dopustite, da je še naprej tam, kjer je, vendar vas ne obvladuje. Niste več čustvo, temveč njegov opazovalec, opazujoča navzočnost. Če se boste v tem izurili, boste postopoma ozavestili vse, kar je zakopano v nezavednem delu vašega uma. Naj vam preide v navado, da se nenehno sprašujete, kaj se ta trenutek dogaja v meni? To vprašanje vas bo vodilo v pravo smer. Vendar nikar ničesar ne razčlenjujte, samo opazujte. Usmerite pozornost v svojo notranjost. Občutite energijo svojega čustva. Če ni v vas nobenega čustva, se zrazrite še globje k notranjemu energijskemu polju telesa. Tu boste našli vrata, skozi katera boste stopili v bitje.